Lepo pozdravljeni in dobrodošli danes v naši knjigarni Primus. Lepo vas je videti tudi iz tega konca. Tako da danes imamo tukaj Nadjo Ebner, avtorico knjige Kako pokopati mamo, ki je še živa, ki smo jo izdali pri založbi Primus, ker smo prepoznali kvaliteto pisanja, vsebino in zato danes tudi tukaj sediva. Tako da, Nadja, pozdravljena in dobrodošla tudi ti. Hvala. Tako da jaz se sprašujem in mislim, da je najbolj pametno, da začnemo kar pri naslovu knjige Kako pokopati mamo, ki je še živa, ki nekako malo mogoče na prvo žogo zbode, nenavaden je vsekakor. Moja izkušnja s tem je, ko smo dobili knjigo v knjigarno, sem pogledala in najprej bilo kaj. No, ampak malo zaradi narave dela, pa seveda tudi radovednosti sem pokukala v knjigo, da bom pripravljena, če pride kakšna stranka, da bom znala kaj povedati. No, ampak ko sem pokukala, sem tudi se takoj odločila, da bom knjigo prebrala do konca, ker je, pa lahko rečem, mi od prve do zadnje strani enostavno držala pozornost, vlekla pozornost. In predvsem zato, ker je res napisana res tako življenjsko, tako naravno, tako da imaš občutek, da jaz sem imela občutek, da bi sedela s tabo, pa da bi mi to pripovedovala. In predvsem ta ranljivost, ki jo deliš z bralcem, se mi zdi zelo ključna za povezanost. Pa bi te vprašala za začetek, odkje je ta naslov? Kdaj je nastal, kako? Ja, ta naslov je nastal nekje bolj proti koncu pisanja. Jaz sem imela že celo zgodbo skoraj napisano. In potem, ko sem prišla, ko boste brali, boste verjetno zaznali ta stavek v knjigi, opisuje eno tako mojo, v bistvu ta moj proces žalovanja. No? Zdaj, zakaj se toliko stavljam, pa razmišljam, ko v bistvu nočem preveč povedati za tiste, ko bi želeli, a ne celo to pot prehoditi do tiste točke, ampak šlo je za spoznanje pri meni, da jaz svoje mame na tak način, ko sem mislila, da jo bom lahko rešila, nikoli ne bom mogla rešiti in da verjetno nikoli ne bom imela odnosa, po katerem sem jaz hrepenela in si ga želela. In je iz tega prišlo ta občutek te bolečine, te izgube, nečesa, kar takrat ni obstajalo, kar je bilo iluzorno, ampak vseeno se je izguba čutila zelo močno. In sem doživela tak zelo močen občutek žalovanja. In takrat sem se potem vprašala, ampak mama je živa, ne? Kako gre zdaj to skupaj? Kako lahko žaluješ za osebo ali pa za odnosom, če ta oseba živa? In kako sploh delovati v svetu, ko veš, mama je tam, ampak ni več to ta mama, kateri sem se vedno vračala in jo poskušala reševati. In iz tega je potem bilo, kako pokopati mamo, ki je še živa. Čisto iz tega nekega konteksta. Mi je pa zanimivo, na koliko vse načinov lahko ljudje razumejo ta naslov. Res vsak iz te svoje zgodbe, kakšne so njihove osebne izkušnje, iz tistega potegne, ker interpretacije je bilo pa zdaj že toliko, da sem jaz vedno znova presenečena, da jih je lahko še več. Ja, vsekakor pa nisem, takrat, ko sem pa videla, to mi je bilo takoj, wow, to je ful dober naslov knjige. Potem sem bila tako malo, mogoče predolg za naslov, mogoče bo vseeno izpadlo preveč provokativno, zato ko ni, a ne, tudi knjiga, mislim, da ni pisana na način, da bi jaz, mislim, tudi ni kaj, ko ni potem tako razumejo, da kaj proti mamam v splošnem ali pa materinstvo ali karkoli takega. Pa sem bolj bila ne. Tisti, ko bojo si vzeli čas pa prebrali, bo točno razumeli, zakaj je ta naslov in zakaj je ta naslov v bistvu zelo dober naslov za to knjigo in mislim, da je, no.
Odličen naslov je, sigurno, in jaz verjamem, da pa nisi dobila komentarja, da je kdo pomislil na fizično dejanje. Tudi to se je pojavilo. Ampak ja, to je tisti čisto prvi, tak nek zelo instinktivni in burno odziv, ko je pol par sekund mine, pa tako, ja, seveda ne. Ja, verjetno, mislim, sej dobro si enkrat omenila v enem intervjuju, sem poslušala, kdor se uspe nekako prekopati skozi naslov, izve marsikaj, se lahko poistoveti in meni se je uspel in že mnogim, kakor vem, prebiti nekako skozi ta naslov. Želela sem pa povedati si, torej se odločila, knjiga opisuje nekako psihoterapevtski proces, ki pa seveda ni lahek, a ne? In je neko kopanje po preteklosti in zna biti zelo boleče. Pa me zanima, kako si se odločila, kdaj je bil tisti korak, da se odločiš nekako za psihoterapijo, in če si mogoče že prej kakšno stvar probala, pa si rekla, vseeno je psihoterapija tista, ker je zelo nazorno v celi knjigi, pač res opisan ta proces, tako življenjsko. Cel kup stvari se me je zdaj porodilo, ko si spraševala za vprašanje. Prvo je bilo to, da naprimer, jaz sem bila na psihoterapiji nekje 2 leti, skozi tak res močen proces sem že šla, ko sem začutila, da želim to zapisati. In takrat najprej, ko sem začela to pisati, je šlo vse tako ven, kar je bruhalo iz mene in sem napisala, tisto pa res bilo, v bistvu neka taka avtobiografija, bolj ko ne. Tudi pisala sem precej dolgo, tisto mislim, da več kot pol leta. Potem pa sem bila, ok, kaj pa zdaj s tem? A je zdaj to je nekaj za mene, da sem tudi zadala še nek dodaten sporeden proces terapijo s tem pisanjem. Ampak ne, jaz sem začutila, jaz bi vseeno želela to neko bistveno zgodbo, to nekaj, kar se mi je zdelo tako pomembno, pa se mi zdi, da se premalo govori o tem, ta odnos mama-hčerka, večgeneracijske, imamo babica, tudi potem vnukinja, vsa ta ženska linija, kako lahko se lahko imamo tako rade, pa se lahko tako ranimo, ne? Te cikli, to ponavljanje, ali pa si rečemo, nikoli ne bom taka, pa potem vidiš, da delaš ravno take stvari, ne? Kako se soočiti s tem. No in jaz sem v bistvu glih zaradi tega se na svoji poti odločila iti v psihoterapijo, ker sem opazila v odnosu do svoje hčerke, da nisem taka mama, kot želim biti. Jaz sem, ali sem lahko zelo hladno do nje reagirala, takrat, ko je glih ona rabila najbolj to toplino, pa ljubečo mamo, sem se jaz lahko najbolj zaprla, pa umaknila. Ali da sem bila veliko bolj zadirčna, ko pa bi sploh želela biti, ali pa sem se kdaj vprašala, pa zakaj reagiraš, zakaj, in mogoče tudi ona neko njeno navdušenje, pa ga jaz hočem nekot potlačiti, ali pa vse take drobne stvari, ko mi res niso bile všeč, ampak sama pri sebi jih nisem razumela, zakaj se mi dogajajo, zakaj jaz lahko, ko pomislim o tem na razumski ravni, razumem, jaz tega ne želim, ampak v situaciji pa ne uspem reagirati na način, kot bi želela. In sem želela to bolj raziskati. In takrat sem se tudi odločila iti na psihoterapijo in se vse povezalo. Tudi ta moj, istočasno sem se počutila zelo nemočno v odnosu s svojo mamo, zaradi tega, ker smo imeli ves čas to bližanje in blizu in daleč, pač vračanje v odnos, ki je boleč in skozi neka ta napetost. In jaz sem se slabo počutila, več čas imela občutek, da bi mogla mamo spremeniti, da ji pomaga tudi iz odvisnosti od alkohola, od teh njenih duševnih stisk, od tega, da se počuti osamljeno ali pa tako zelo samo ali pa neljubljeno, pa da bi jaz mogla to na neke načine dajati, pa se mi nikoli ni zdelo, da bi lahko to dala na način, kot ona res to potrebuje, ali pa da karkoli naredim, ni dovolj, pa ni na pravi način, pa ni nobenega, nisem mi nikoli zdelo, da ima to nek pozitiven učinek. In to je bil pol trenutek, ko sem pač rekla, evo, poiščem še v Posavju, ker smo takrat živeli,
terapevtko, pa da vidim, če se da tule še kaj raziskati, kar jaz ne uspem videti. Odlično, hvala. Ravno zato, Nadja, bi te prosila, bi mogoče bilo zelo dobro za občutek in vpogled, če bi mogoče nam prebrala ta tvoj nekak začetek, odlomek iz knjige in odhod na psihoterapijo. Sedim na sedežni v prijetni sobici. Nasproti mene sedi psihoterapevtka. Ne morem verjeti, da sem tukaj. Ne morem verjeti, da sem tukaj šele zdaj. Ne vem več, zakaj sem mislila, da je to dobra ideja. Nelagodno se zvijem in kavč me potegne še nekoliko globje vase. To ne bo šlo. Nočem poglabljanja. Odločno vdihnem in zravnam svojo hrbtenico. Mišice so napete, ampak vsaj čutim, da jih imam pod nadzorom. Zazrem se v terapevtkine oči. Samo gleda me. Zakaj nič ne reče? Pozdravljena. Kaj te je pripeljalo sem? Res, kaj me je pripeljalo sem? Zakaj sem sploh tukaj? Nič ni narobe z mano. Če si na terapiji, pomeni, da moraš nekaj popraviti, pozdraviti. Jaz pa sem v redu. Zakaj sem torej tukaj? Verjetno vidi moj notranji monolog, ker me vpraša bolj natančno. Zakaj si se odločila, da boš poskusila s terapijo? Ne gre za to, da bi potrebovala terapijo, samo to je, da ne želim škodovati hčerki. Imam slab odnos s svojo mamo in ne želim imeti slabega odnosa s svojo hčerko. Toda imam občutek, da je vse nekako povezano. Terapevtka mi spodbudno pokima. Premlada je. Zagotovo je premlada, da bi razumela problematiko medgeneracijskih transakcij. Mi lahko poveš kaj več o svojem odnosu z mamo? Kje začeti? Ne vem, kako govoriti o njej, da ne bom izpadla grozna. Ne želim govoriti slabo o mami. Tako je, kot bi govorila slabo o mati Terezi, Gandiju ali papežu. V teoriji seveda lahko. Seveda se lahko o osebah in njihovih dejanjih govori, jih opredeljuje, razčlenjuje. Ampak ali se lahko? Ali se spodobi, ali je prav. Mogoče še bolje, občutek je tak, kot bi govorila slabo o Bogu. Kdo pa si ti, da si drzneš govoriti o stvarniku in vsemogočnem? Kaj si misliš, da si? Ja, veliko povedanega, ampak toliko enih čustev prepletenih, na tem vstopu, ko se odločiš za psihoterapijo, takoj se pojavijo, odločena si, pojavijo se pa dvomi. Kako si se skozi to preblila, pa nekako zabrisala to, da je mogoče premlada, pa kaj bi sploh rada, bi mogoče malo povedala o tem. V bistvu je to kar dolgo trajalo, je bilo kar veliko teh ur že za mano, ko sem in terapeutko malo preizkušala in sama sebe, vsakeč, ko sem se peljala, sem bila pa sploh ne vem, o čem bom govorila, zakaj zdaj jaz v bistvu tja hodim, pa škoda denarja, pa zakaj zdaj, Hkrati pa sem vedela, da je to dobra odločitev, pa da je prav, da grem, ampak bilo je, en del mene me je vlekel naprej, en del mene me je zelo bremzal nazaj. In enako je bilo v tem, kako govoriti o mami. Je bilo, vedela sem, da najin odnos ni idealen odnos. Hkrati pa, ko sem pa začela govoriti o njej, ko me terapeutka je vprašala, super je, moja mama je najboljša mama. Ker tudi nisem mi zdelo mogoče, tudi ko sem pogledati nazaj na mojo preteklost, na moje otroštvo, pa si ne predstavljala samo tistih najlepših delov, tisto, kot je res ostane v spominu o moje mami. Nisem želela podreti to idejo tega, da je bilo moje otroštvo krasno in da imam najboljšo mamo na svetu. Kar sem pol kasneje ugotovila, z tem, ko to zamajaš čisto vsa neka prepričanja, neke temelji se ti temeljno zamajajo in začneš potem v bistvu graditi na drugih temeljih.
Ja, se pravi, če sem te razumela, pa tudi prebrala, torej glavna tvoja v bistvu odločitev, tako kot dostikrat naredimo več zaradi drugih kot zaradi samega sebe, je tukaj pri tebi bila hčerka, da si tvoj odnos s hčerko, ko si zaznala. In jaz sem imela to srečo, da sem jo spoznala, si sicer mama 3 otrok, krasno punco, 13-letno, ki je tako zelo, zgleda zelo odraslo, ne samo fizično, tudi čustveno. In vem, da je prebrala knjigo, pa me zanima, kako je pa ona komentirala in odreagirala na vse to napisano. Ja, Ana je najbolj so bili seveda zanimivi ti deli, ko ona sebe prepoznala v nekih situacijah, ko se jih je tudi spomnila, naprimer. In je bilo to zelo zanimivo prebrati na ta način. Pa tudi potem kasneje, ko smo se v knjigi pogovarjali, se ne bolj ostavljala prav pri tej delih, da je ona lahko svojo perspektivo pokazala, pa da je lahko videla, kako sem jaz to videla. No, zdaj, ko pa se je že malo usedlo to branje knjige, pa ona, recimo moja hčerka zelo rada nastopa, filme snema, gledališko skupino je ustanovila in tudi zdaj z mano gre na kakta predstavitev knjige, no pa zdaj recimo v torek smo bili v Celju, pa me ona spraševala vprašanja. In je recimo ona tam podelila, da je zelo dragoceno, da je lahko prebrala to, zato ker je ona bila tudi, ona je bila v teh nekih situacijah, ona je lahko zaznala to, da sem se odmaknila od nje, pa ni mogla tega čisto razumeti. In to, da je lahko prebrala, da je to bila neka zgodba za mano, zaradi česa se je to dogajalo, se mi zdi, da to je zdaj moja interpretacija, da ni ona to potem na sebe potegnila. Če pa se o tem ne bi pogovarjala, bi pa bilo, jaz sem nekaj narobe naredila. Spet nekaj narobe naredila, nisem bila dovolj vreden, zaradi tega se je mami odmaknila. Kaj je z mano narobe? Tako pa, ko zdaj vidi te neke širše procese, pa se lahko o njih pogovarjamo, se mi zdi pač res super. In se mi zdi, da so že tekom terapije smo začeli spreminjati najin odnos, pa se povezovati, ker sem se jaz naučila tudi nekih orodij, kako priti v stik s sabo, pa tudi v stik z otrokom, svojim notranjim in z mojim otrokom. Zdaj, ko pa je še ta knjiga, pa ko je še tako intenzivno neko pogovarjanje o teh odnosih, se mi pa zdi, da smo še bolj se nekako povezali. Ja, to je res dragoceno in enostavno mi je skoraj da nepredstavljivo, če ne bi vedela, ne vem, kako bi verjela, 13 let je stara in jaz sem to šla pogledati v Škofjo Loko, da vidim, kako to izgleda. In je res bil čudovit in ganljiv pogovor, ampak verjamem, da ima tudi obveznosti in šolo, da pa ne more vedno biti s tabo. Tako da ja, odlično. Pa je mama prebrala knjigo? Ja, je rekla, da jo je večkrat prebrala. Res? Ja. A je kakšen komentar, a je za komentirati ali ni? Ja, pač ne vem sicer, kako je ona, kaj se je v njej dogajalo, zakaj je tudi tokrat prebrala, kaj je iskala, kaj je mogoče različno slišala skozi različna branja. Ampak v odnosu do mene pa je reagirala z obrambnimi mehanizmi raznolikimi. Tako da ni bilo glih, da bi bil zato pa nek povezovalni trenutek. Ja, razumem, verjamem. Ja, in skozi knjigo je seveda tudi ta psihoterapevtski proces te je naučil tudi postavljati meje. In kako je bilo to, kako si se temu naučila, kako je bilo to verjetno zahtevno na začetku in kako to deluje, če bi malo povedala mogoče. Ja, to se sliši lahko tako enostavno, ko nekdo reče, sem postaviš mejo. Pa kako postaviš mejo, če ti niti sam za sebe ne veš, kaj bi v bistvu rad, kaj potrebuješ, kaj je tisto, kar je prav. Če se ti zdi, a bi mogla tako, mogoče pa to, ampak če naredim to, potem bo to. In ta nesigurnost, to beganje ves čas, to iskanje, kaj je sploh prava pot, kaj je prava pot za mene, kako postaviti mejo, če ne veš, kje si, pa kako naprej. In to meni ni bilo nekaj enostavnega, postavi mejo.
In zato je bil ta proces res mogel biti daljši in globi, da sem ne šla res tako naokoli, da sem se jaz kot prvo začela res potapljati v sebe. Kot prvo je terapevtki uspelo pri meni to doseči, da me je uspela prestaviti iz moje glave, ker je zelo analitična, ne več čas ABCD, scenariji in to in ono in tretjo, da me je vsakič preusmerila v telo, da me je povabila, da prisluhnem, kaj pa zdaj telo čuti, zdaj ko to razlagam, kje so te napetosti. In potem se mi včasih zgodilo, da ko je rekla terapeutka, kaj bi recimo to zdaj zakrčeno grlo, ko sem rekla, da me stiska v grlo, kaj bi povedalo? In me je presenetilo, ker sem res dobila sporočilo, kaj želi grlo povedati. In potem smo s tem nadaljevali. In to je potem začelo odpirati mi, seveda, ko sem se začela že dovolj varno počutiti, ko sem že terapeutki tudi zaupala, to pot nazaj v preteklost. Da sem jaz začela, jaz pravim, da sem se počutila kot ta popotnica v času, ker me je res lahko zelo močno predstavilo v preteklost, da sem bila v tisti situaciji, da sem čutila, vonjala, videla tiste stvari. In sem bila spet tisti otrok. In sem nekaj stvari podoživela, ampak čeprav je bil to res težek proces, me potem, ko sem se vrnila v to odraslo sebe, mi je bilo lažje zaradi tega, ker sem nekako razumela. Tam sem videla neko situacijo, tudi kdaj se me je nekaj zapisalo v telo, ali pa zakaj sem v tisti situaciji odreagirala, ali z tem, da sem zbežala, ali pa se skrila. Pa mogoče zdaj še vedno na tak način reagiram v določenih situacijah, ko mi nekaj sproži ta odziv. Ampak zdaj s tem razumevanjem ni bilo več tega, ker prej sem se vedno kriv, mislim, tako neko samosramotenje je bilo prisotno. Pa zakaj tako reagiraš? To nerazumevanje lastnih odzivov. To pa bolj, ko sem spoznavala to svojo pot, pa načine, kaj vse se je dogajalo, pa kako sem se jaz kot otrok odzivala, sem razumela, ok, zato je zdaj tako, kot je. In sem s tem razumevanjem je kar nekot odpadlo neki in je bilo lažje zadihati. In take stvari, da sem se tudi jaz spraševala, kaj je moja potreba, kako lahko jaz svojo potrebo zadovoljim, ne da več čas, samo skeniraš prostor, pa a so vsi v redu, a je vsi imajo, kar potrebujejo, a so otroci, siti, vse ok, ampak da sem se malo obrnila k sebi, kaj pa je tisto, kar mene nahrani, kaj pa je tisto, kar jaz potrebujem. Pa mi je bilo to zelo težko v bistvu ugotoviti, ker mi je bilo tako, jaz sem zadovoljna, če so drugi zadovoljni. Te stvari, zelo težko je bilo pritresti v to neko srčiko teh svojih. In tu mi je potem to več čas navezovanje na telo pomagalo, ker je bilo pač to, sem lahko bila kdaj navzven obrjena, da ne pač pozabiš, celo lahko ne začutiš, da je pa že čas, da moraš iti pač lulati ali pa da si že lačen, pa ti kruli zaradi tega, ker si bil tako storilnosten, in še to in še to in še to in še to in še to, v tistem krču opraviti vse, kar je treba. Ko sem se pa začela vračati k temu, no in to so ti koraki, zdaj je še veliko več tega, ampak ko sem jaz začela to postavljati, sem začela počasi čutiti to neko lastno sidro. To sem jaz, tisto je pa moja mama. Midve nismo ena spojena oseba, čeprav sem lahko da zelo močno to čutila, da če je mama nekaj čutila, sem jaz to čutila, če je bilo ne težko, je bilo meni težko, če je ona reagirala na nek način, je bilo mene srama. Da se je začelo cepiti ta najna enost v dve osebi, pa da sem se jaz lahko začela kot samostojna oseba postavljati. Takrat sem jaz lahko začela o mejah sploh razmišljati. Zato, ker jaz sem mogla meje svojega telesa najprej zaznati, to sem jaz in zdaj lahko jaz postavim neko mejo. In tudi to, da se lahko igraš s temi mejami, da lahko preizkušaš. Meja ne pomeni zdaj, da bomo neko žičnato ograjo postavili, ko bo vedno ostala, ampak poskusiš, pa vidiš, a ti deluje, a sem ok s to mejo, ali nisem ok, a bi mogla drugače, bi jo spremenila. To so bili vse taki poskusi. In to, da sem lahko potem vsakeč znova vprašala svoje telo,
a se počuti bolj lahkotno, a se počuti teže. A se počutim bolj svetlo, a se počutim še temneje. In sem se na te stvari orientirala, pa glede na to. Ja, se jih zelo nazorno tudi v knjigi se prav čutijo, enostavno potegnejo, da preizkusiš na sebi, jih opisuješ. In lahko rečeš za sebe, da ti je uspelo nekako postaviti, si postavljena meje in nekako funkcioniraš tako, kot želiš. Ja, meni je to kot dan pa noč, no? Kako sem se jaz prej počutila, pa kako se jaz zdaj počutim. In to, da lahko jaz zdaj prosto govorim o tem, da ne čutim več tega krča, tega nekega groznega strahu, pa ne veš sploh pred čim. Da ne čutim več niti tega strahu pred mamo, ker sem se lahko, toliko je bilo že tega, da sem se jaz lahko bala, a ne, spet bom prišla v njeno bližino, ranjena bom, ne, ali pa zdaj pa bolj, več ko imam teh izkušenj, te svoje samostojne postavljenosti, pa delovanja v svetu, skozi to, da jaz delujem, da uporabljam ta svoj pristni glas, bolj sem pomirjena, pa bolj svobodna. Ja, bolj res postavljena in ni več tistega sem tja levo desno odnašanja ali pa te grozne nesigurnosti ali pa res tega nekega strahu, ko ne veš točno pred čim, ampak je ves čas prisoten, ta neka tesnoba. Ja, to je velik uspeh, tudi veliko dela, ampak tudi velik uspeh zagotovo. Me pa zanima, če recimo mogoče tudi naletiš na taka vprašanja, ampak če bi te vprašala, ne bom rekla hčerka, ampak prijateljica ali pa nekdo bližnji, ki bi se znašel v situaciji podobni ali pa pač v nekih toksičnih odnosih, pa bi te vprašal seveda za nasvet, kaj bi rekla? Ja, taka vprašanja me vedno tako nelagodje spravljajo. Zaradi tega, ker jaz vedno poudarjam, jaz nisem terapeutka, jaz imam neko svojo osebno izkušnjo, vesela sem, če se nekdo skozi knjigo prepozna v nekih stvareh ali pa da jim da neko motivacijo, da nekaj poskusijo, da nekaj zgane. Ne bi pa želela dajati na svetu. Zato sem se tudi odločila, da ne bo knjiga, lahko bi bila tudi priročnik, lahko bi se jaz odločila, ja, jaz sem pa zdaj ugotovila to pravo pot, zdaj pa si to naredite, pa bo ful fajn. Ker ne verjamem, da deluje tako, ker imamo vsak svojo zgodbo, pa svoje življenje, svoj karakter, svoj način odzivanja. Lahko mogoče vzamemo nekaj, pa poskusimo, pri nas deluje ali ne deluje. To je v bistvu največ, kar lahko dam, da pač delim svojo zgodbo, potem pa vsak pri sebi vidi, kaj je pripravljen sprejeti, koliko se je pripravljen odpreti, kaj je pripravljen poskusiti, pa na kakšen način, pa ali deluje ali ne deluje. Tako da to je... Ni recepta. Ni recepta, mislim. Definitivno, verjamem pa, da dobivaš tudi vprašanje, ker si mislijo, pač ona je šla skozi, pa bo vedela, mi bo znala. Ni recepta, povej mi, kaj ni bližnjice, ni recepta. Ja, res je. Kako ves čas se seveda vse skupaj odvija tudi nekako v tvoji družini, čeprav si ti konkretno v tem procesu, in kako je pa pomembna podpora, kako je bil dogovor, kako je to šlo, podpora domačih? Ja, zelo pomembna. Jaz mislim, to je včasih seveda relativni. Eni rečejo, wow, v 3 letih terapije si toliko dala skozi, eni rečejo, 3 leta, veš, kaj je 3 leta. Ampak jaz mislim, da sem zelo hitro, zelo veliko naredila v kratkem času, glede na to, koliko let sem prej na različne načine bila v tej tesnobi in tem občutku nemoči. In mislim, da se mi je pač v življenju toliko stvari pozitivno poklopilo, da sem lahko stopila na to pot v ta proces. In vsekakor je to, da imam partnerja, očeta mojih otrok,
ki je bil pripravljen biti ob meni skozi to. Da sem jaz čutila, da se lahko zanesem, da če se manj začnejo stvari rušiti, če se mi zamajajo ti temelji, če jaz postanem odmaknjena, mogoče tudi v tem zelo žalostnem obdobju, ko je ogromno neke žalosti prihajalo, ko ne moreš potem kot na stikalo pritisniti, zdaj na terapiji boš tako, doma boš pa tako, kot si vedno ni, vse se začne spreminjati. In to, da je bil partner tudi pripravljen se na terapijo priključiti, pa da je lahko videl ta proces, da je razumel, skozi kaj jaz grem, pa da je on doma prevzel stvari, pa da sem vedela, da so otroci okej z njim, je bilo nekaj, da sem se jaz lahko temu prepustila. Po drugi strani sem tudi v svojem življenju začela stran metati stvari, ko sem jih delala, zato ko sem mislila, da moram se ali dokazovati, ali jih moram delati za preživetje, pa ugotoviš, da marsikaj ni bilo nujno potrebno, ali pa misliš, če bom pa tam manjkala, se bo pa vse zrušilo. Pa je bila malo taka, ni se nič zrušilo, pa nisem vedela, me to všeč ali mi ni, ker pač toliko se trudiš, pa misliš, da je vse na tvojih ramenih, pa se nič zares ne spremeni, če tebe ni tam. Da jaz sem tudi v tistem obdobju imela to srečo, da nisem rabila v neki službi, ko je 8-urni delavnik biti, pa biti tudi tam. Če nisem bila v tistem obdobju, da sem lahko na drugačne načine delo upravljala, da tudi recimo doktorat sem delala, pa sem ga čisto prekinila, ker sem tudi bila, da ni za mene, ni nekaj, kjer bi se jaz počutila, da mi daje več, kot pa mi jemlje. In take stvari, či se je v bistvu spremenilo in to, da je bil partner ta res močna opora v tem času, je bilo bistveno, se mi zdi. Ja, verjamem, bi rekla, da je to skoraj da nujno za uspešen ta proces, da pridemo do rezultatov. Pa bi te mogoče vprašala, glede na naslov, kako pokopati mamo, je izpostavljena, ki je še živa. Kako bi rekla, komu pa je namenjena še knjiga ta, verjetno ne samo pač hčerkam, ki imajo nekak slab odnos z mamo in ga razrešujejo, pa če bi malo o tem še povedala. Ja, to, ko me kdo tako vpraša, daj povej, za koga je knjiga? Za kogarkoli, kdor jo hoče brati. Pač, zdi se mi, jaz sem jo pisala pač iz sebe. To mislim, da se tudi čuti, da je res iz mene. Ko delam recimo neko promocijo za knjigo, ponavadi uporabljam ženski spol, pa nagovarjam ženske zaradi tega, ker so tudi odzivi take. Večinoma to ženske zanima, ker se prepoznajo specifično v neki taki zgodbi, v tej relaciji mama-hčerka, ampak ni pa izključno. So se mi tudi oglasili moški, pa so tudi prepoznali v bistvu te mehanizme, ko so zelo podobni, ali do mame, ali do očeta, ali hčerka do očeta. Pač odnosi kot taki, pa se lahko prepoznamo v marsičem. Zdaj sem odvisna, koliko je oseba odprta za to, kar bere. To je v bistvu vse, kar je potrebno, da nekoga to zanima. Mi je bilo pa zanimivo tudi tak recimo kak kolega, ko mogoče ne bi nikoli tega prebral, pa mi je bilo zelo lepo, ko mi je rekel da šli so glih na dopust, pa je ful na hitro prebral, čeprav drugač ni velik bralec, in pol je bil toliko bolj za svojimi otroki tisti dopust, da mu je kar tak neki mu je predstavljal v tistem, ko je to bral, da je videl neko drugače tisto družinsko dinamiko. In take stvari so meni, wow, pa če bi to en vikend, ko je bil drugačen, pa se je mogoče čutila neka ta povezanost na drugačni ravni. Pa verjetno ne bo sam en vikend. Tako da, ko si ljudje damo priložnost, pa če nas spodbudi, ali je to knjiga ali karkoli drugega, običajno, ko se nekaj takega zgodi v nas, ni samo za en vikend. Tako da, pa je mogoče še nekako se poraja vprašanje samo po sebi, glede na to, da smo v knjigarni. Je kakšna knjiga, ki je mogoče na poti ali pri sami skozi proces psihoterapije ali prej ti, recimo,
pomenila, bila mogoče odskočna deska, pomagala? Ja, jaz sem v bistvu zelo veliko knjig, ko so v Primosu brala že prej, pol vzporedno z psihoterapijo. Zato sem tudi v bistvu, ko sem knjigo napisala, sem jaz bila, to je za Primus. to mora Primus izdati. Ker se me je povezovalo z pač temami, ko sem jih lahko videla na teh policah, tam Mojstrica Mej, Notranja mati. Tudi druge knjige, recimo od Mateja Gabora, ko sem se ukvarjala to, ne, otroci, pa jaz, pa kje sem tu, ali pa telo ne laže. Pa, vse te knjige so malo po malo, ne, vsake nekaj potegneš, vsaka ti nekaj da, malo ti spremeni perspektivo. Mi je bila pa res ta Notranja mati, pa mi je bilo zanimivo, Notranjo mati sem brala kasneje, se pravi, da jaz sem že šla skozi psihoterapijo in ko sem to knjigo brala, sem bila, to se je meni dogajalo, to je točno to v enem stavku pove to, kar jaz se mi je zdelo, da sem edina, ko to doživljam. In pol tudi, recimo, del tega terapevtskega procesa, pa ne nujno, da bi izhajalo iz te, pač ja, v glavnem, v istem času sem jaz začela pač potem tudi raziskovati zgodovino moje družine. To je tisto, ko v nekem trenutku, ko te nekaj zanima, te pač tiste knjige pokličejo, pa pogledaš polico, pa točno tista knjiga je prava za tisti trenutek. Pa mogoče eno leto prej pa jaz sploh ne bi opazil, pa niti ne bi mogel razumeti, ker pač ni še bil čas. No in tudi recimo podedovane družinske travme, so mi tudi bile tako, okej. Cel kup takih momentov je bilo, ko so mi ta mozaik sestavljale in jaz, ko sem šla potem raziskovati to svojo žensko linijo za nazaj, to so bile vse knjige, ko so mi dajale to spodbudo, ne, da grem. In sem zdaj tako vesela, ker v bistvu v tem času mi je tudi ena babica je umrla, druga je fejzbolna. Ampak jaz sem še v tistem času posnela z njimi, tako se mi zdaj pogovarjamo. Dolg pogovor o tem, kako so one doživljale svojo družino, svojo mamo, svojo babico celo. In da imam zdaj to dokumentirano, da se lahko jaz vračam, da ne pozabim te stvari, sem zelo vesela. Ker skozi te pogovore je pa tudi kar odpirajo se ti nove dimenzije. Ne? In jaz sem bila tak, nisem več sploh čutila te jeze, ko se me je prej lahko zelo močno nabirala, pa ko sem videla ta en odnos, pa sem bila, pa zakaj je mama taka do mene, pa kako mi lahko to reče, če mi pravi, da me ima rada, kako, ne? Ko sem pa potem gledala, kakšni so bili drugje odnosi, kaj vse so dali ženske pred mano skozi, v kakih obdobjih so živele, s čim vse so se soočile, pa na kakšne načine so mogle biti tiho. Mi je pol kar tak mravljinci in vidiš drugače stvari. Pa ne, da bi pol opravičeval neka dejanja, ko se še vedno dogajajo, ampak lahko razumeš, od kje izvirajo in se ti naredi tam mogoče razmejitev, ni zaradi mene, je od nekje prej in zato lahko jaz zdaj to ni moje, izvolite nazaj. Ja. Zato je ravno namen dejansko psihoterapije in raziskovanja teh nekih transgeneracijskih odnosov, ki si jih ti očitno dobro predelala. Nadja, skozi knjigo, tako kot sem na začetku rekla, če koga zanima, kako izgleda psihoterapija na kavču, kako to izgleda, je res to tako zelo nazorno napisano, ampak vmes pa je veliko, sta se pogovarjali, kot si že omenila, z psihoterapevtko, sta veliko delali na telesu in čutenju, zaznavanju občutkov in sama ves čas skozi pogovor slišim, kako je to zelo pomembno in res ti je pomagalo. Pa bi mogoče te prosila, da nam kaj o tem poveš, kako zares ti je to pomagalo, oziroma da nam mogoče celo daš kakšno vajo, ki bi nam lahko mogoče pomagala, kdaj, ko se znajdemo v kakšnih takih, kako bi rekla, tesnobnih občutkih. Pa mogoče, če ti kaj pade na pamet, ja, lahko delim, kar je meni pomagalo. Čeprav, recimo, glizam smo se s kolegicami pogovarjali, ko je ena rekla,
Pa je bila čisto ena taka, recimo ena izmed stvari, ko so meni pomagale, je bilo, pa me je terapeutka seveda to večkrat, sploh ko sem bila nebolno, ko so misli divjale, pa sem bila, jaz ne vem, kaj je pravo. Je tako, da me je lahko spet pripeljala v tu in zdaj, v to prisotnost je dala tisto, se verjetno že kdo pozna, da pogledaš okrog sebe, pa poveš 5 stvari, ko jih vidiš. Stvari, ko jih slišiš, da uporabljaš čute. Jaz sem potem to uporabljala, nesmo samo vidiš, slišiš, občutiš, pa smo to večkrat šle skozi, pa večkrat ponovile, da sem jaz res se pač skoncentrirala na čiste stvari okoli sebe, da sem malo prišla ven iz glave. In sem potem to začela uporabljati med sprehodi. Takrat, ko me ne bolj tesnobno začelo zvijati, sem šla na dolg sprehod in sem se, jaz sem lahko hodila, pa nisem vedela, da sem prišla od točke A do točke B. Zato, ko sem bila sem tu noter nekje zaklenjena. In takrat sem se pač res koncentrirala na to, da sem bila, naštej 5 stvari, ko jih vidiš, 4 stvari, ko jih slišiš, 3 stvari, ko jih občutiš, 2 stvari, ko jih vonjaš, 1 stvar poskusi dati v usta, ko veš, da te ne bo gliza struplo. in da sem na ta način poskušala to, ker saj sem že kdaj prej več različnih jog, meditacij, pa sem opazila, da mi je to zelo velik izziv, no? Da se ves čas znova lahko vračam v to prisotnost tu in zdaj. Tako da to je bila neka taka vaja, ko je res, kot ne vem, v fitnessu kdo trenira, je to neka vaja, ko z ponovitvami se izboljšuje, pa se lahko hitreje prikličeš, pa zdaj pa hitreje umeriš svoj živčni sistem. Ena stvar, ko mi je zelo pomagala, je bilo soočenje za to jezo, ko recimo si z otrokom, pa te neki sproži, nek tak odziv, ko res začutiš kot tak vulkan, ko se najprej začne tresti in pol gre gor in veš, ne, zdaj v tem trenutku bom jaz nekaj rekla, kar bo total brez veze, pa bo narobe, pa ne bo prav, pa ne zavedaš se, že ko čutiš tisto. In jaz sem tako večkrat rekla terapeutki, pa kak naj, jaz lahko vem, da bo slabo, pa da ne smem, pa bom vseeno to naredila. Kako naj to preprečim? In pa smo iskali načine, kaj bi za mene delovalo. In jaz sem takrat, v bistvu smo ugotovile, jaz sem se bila, kar tak stran od otroka tudi ne morem iti, zdaj bom pa zakorakala ven od hiše, pa bom šla, tako da jih zapuščam ali nekaj. To ne gre. No in pa smo ugotovile, da je meni dobro delovalo, da sem sam rekla, WC, pa sem šla hitro do WC-ja, tam si malo zmočila obraz z vodo, da sem začutila tisti hlad, da sem malo bolj globoko zadihala. Če zakleneš se lahko na WC-ju, veš, noben te ne moti, imaš tisti nek varni prostor, sem bila, kaj je to? To ni bil moj otrok, to je prišlo od nekje, ker je tako močno, da ne mogoče, da bi zdaj samo z enim stavkom otrok tule naredil ta potres. In ko sem se uspela pomeriti, sem se lahko vrnila, pa sem bila čisto drugačna do otroka, kot pa če bi jaz samo reagirala v tisti jezi na to. Ja, točno to in to je tisti umestni čas, ampak treba se je tega naučiti, treba je to ozavestiti, predvsem pa trenirati. Ja, poznati. No, točno. In ena izmed takih najbolj stvari, ko sem jih vedno znova na terapiji v bistvu delala, ko me je vodila, je bilo to, pa če vam ni odveč, lahko skupaj probamo, da med tem, ko govorim, da sem zaprla oči. No, pa dajmo. Pa parkrat malo globe vdihnemo, pa izdihnemo. In poskusimo iti v svojih mislih skozi svoje telo, da se sprehodimo po svojem telesu in gledamo, če so kakšne posebne napetosti. Jaz trenutno čutim v licih malo, verjetno zato, ko govorim tako čudno tenzijo. Ponavadi v ramenih, skeniram svoje telo in potem, da lažje ostanem s telesom, da me ne misel potegne drugam, si predstavljam sonce, ki je v vesolju in vedno žari, tudi ko imamo mi to temo. In potegnem to svetlobo od sonca z vdihom svoje telo.
In peljem to svetlobo v tiste dele telesa, ko so bili najbolj zategeni, ko se je nekaj dogajalo. In potem tudi z izdihom izdihnem to svetlobo ven, da se ustvari ta pretočnost. Potegnem od sonca in vrnem soncu. In se ustvari ta cikel. In nekajkrat to ponovim. In vdihnem in začutim v telesu. Greje telo, mehča, poboža in spustim iz sebe nazaj v svet. Vdihnem. In ko boste pripravljeni, počasi odprete oči. In to bolj pogosto, ko sem dihala s telesom, bolj pogosto sem uspela začutiti, da to sploh je del mene, pa kaj potrebuje. Pa se lahko zdi nekaj tako malega, pa lahko toliko, kaj pa to. Ampak je pomembno zaradi tega, ker se začutimo. In večkrat, to je tako na kratko lahko, ne. To niti ni nujno, da zapremo oči, če je taka situacija. Pa vseeno, če si samo v mislih predstavljamo, da gremo po telesu, pa malo globlje zadihamo, damo pozornost telesu, opazim te, vidim te. In na eni točki je meni telo začelo odgovarjati. Mi je sporočalo stvari, ko se mi je zdelo, da jaz nimam odgovora. In to se mi je podobno dogajalo pri terapevtskem pisanju, da ko nisem razumela sebe, sem šla pisati, pa sem začela odgovore dobivati. A pa sem bila, pa ne razumem, zakaj zdaj ta žgoča bolečina v želodcu, od kje je? In pol mi kar naenkrat pride nek odgovor tega. In povem tako, ok. In delam potem s tem. Ja, torej, vedno pri vsem očitno pridemo na koncu do tega. Treba si vzeti čas, a ne? Mislim, da to, da se potrudimo vzeti čas za nas same, da pridemo v stik sami s sabo, je največ, kar lahko damo svetu. Tako je. Tako je, se strinjam, Nadja, popolnoma. Tako da tudi zdaj med to vajo, ki si jo, zdaj ne vem, zato, ko si ti zraven mene, tudi jaz sem začutila v licih napetost in skozi to sonce, ki sem ga noter in ven to pretočnost naredila, lahko rečem, ampak bom probala to potem sama, lahko rečem, da je popustila napetost. Saj je imel še kdo izkušnjo mogoče, ko smo delali to vajo, da je zaznal kje. No, to po moje je bolj primerno doma, ko smo sami, zdaj je to enih dejavnikov, ampak vseeno, hvala ti za to vajo. Tako da, Nadja, jaz mislim, da bi se lahko pogovarjali na to temo in v knjigi še dolgo v noč, bi pa dali, ker verjamem, da bo tudi kdo iz publike imel kakšno vprašanje. Mogoče, če je kdo prebral že knjigo? Aha, no. Knjižnica, ki je zelo zasedena, jaz sem čakalni vrsti, tako da ni bilo zadobiti, jaz sem jo hotela prebrati, preden sem prišla, ampak mi ni uspela. Ja. Jaz sem pa na polovici. Aha, no, super. In kako se vam zdi? Zelo v redu. Se najdem, sicer nimam mame, ki je pila sem, je pa toksičen odnos, ne. Ki ga tudi dajem na svoje otroke. Da tudi jaz na psihoterapijo hodam, je kar težko. Ampak se pravi, vztrajnost je nekako poplačana. Meni se zdi, da že to, da mi pri sebi rečemo, ok, kaj jaz lahko naredim, a ne, da ni ves čas, pa to je krivo, pa če bi bilo to drugače, bi bilo vse drugače, ampak ravno to, a ne, to priznanje, ja, jaz delam narobe, kaj lahko spremenim, pa ne skozi isto krivdo, pa neko sramotenje samega sebe, pa ti, pa včasih pol pride sloh mame, smo lahko, pa to smo naredile, pa to je bilo ziher zelo slabo za naše otroke. Ne se v to zapletati, zdaj, kaj lahko zdaj jaz naredim, kako lahko
danes se povežem s svojim otrokom, kaj je tisto, kar moj otrok v tem trenutku rabi in na tem gradim naprej. Sem vprašala, pa je mama tvoja vedela, da boš to knjigo napisala, ali je pol, mislim, na kak način sta se dogovorile, a ne? Zaradi tega, ker je pol je vedno tudi dvorezni meč, če imaš pač tak odnos, pač hočeš tudi, recimo pač, mama je že verjetno stara, a ne? In če hočeš dokazati, da imaš, da kaj bom jaz zdaj mami do svoje dokazovala, meni je dosti to, da je, kaj mi je naredila, pa kaj, ker s tem njo ne bom spremenila, bom jo lahko samo prizadela. Pusti ta starost, da ima v miru. Kje je pa spet ta meja, ne? Pa kako sta se zmenili bez mamo, no? No, kot prvo, moja mama ni niti še 60, tako da, ja, bi še bila v teh zelo aktivnih letih, ja. Ker je mene imela zelo hitro. In ravno to, ker jaz, ko sem jaz to knjigo napisala, sem že šla skozi ta proces vsega tega, ne, od tisto, da sem spustila tisto zagrenjenost pa jezo, pa vse tisto, kar se me je nabiralo. In to, ko je prišlo ven, je bilo kot ta voda, ne, to je bilo nekaj očiščujočega in ni bilo ne kot, zakaj si bila taka, ali pa da bom zdaj... In tudi tako, ko se pogovarjamo o teh stvarih, ne, jaz tudi ponavadi rečem, ni zdaj namen, da bom jaz govorila, moja mama je pa to naredila, pa taka je bila, sploh ne. Ona je imela svoje težko življenje, očitno ni uspela dobiti podpornega okolja, kar je meni zelo težko, v nekih trenutkih, ko je iskala rešitve, pa ni bilo pravih ljudi, koliko bi jo znali podpreti. Ampak jaz sem pa zdaj tu in jaz imam otroke, kaj lahko jaz naredim, kaj lahko jaz najdem za sebe, zato da jaz delujem drugače, pa da vidim neke stvari drugače, pa v odnosu do svojih otrok drugače reagiram. In to se moram ves čas, to je proces, ko se ni zdaj meni zgodil in zdaj bom jaz vreda. To je vsakodnevno delo, pa pozornost, pa ta vračanje same sebe v to prisotnost v tu in zdaj, da me ne odnaša, da se lahko oglasim na otroka, pa da zaznam že v svojih mislih, pa se ostavim, ko vidim, da bi kdaj hotela potlačiti mogoče hčerko v čem, pa si rečem, stop, ne, ne, to je njeno življenje, njeno navdušenje, njeni preizkusi, ne živi, ne proba, ne pade, ne se pobere, jaz sem tu, take stvari. In jaz tudi, ko sem knjigo napisala, mi ni bilo več, to kdo težko razume, ampak niti mi ni me več zelo močno zanimalo, kaj bo pa zdaj moja mama rekla, ker je nisem napisala ne zato, da bi njo spremenila, ne zato, da bi karkoli. Jaz sem napisala knjige iz sebe, za sebe, pa zato, da če se kdo v tem najde, da se odpira ta prostor, da ni te tišine, ko se potem lahko počutimo toliko osamljeni v tem. Toliko nas nosi te neke izkušnje, ko so zelo podobne, pa se ne pogovarjamo o tem, zato ko se reč skrijemo, pa smo tiho, ker je boleče in nas je sram in mislimo, da smo sami. Pa nismo in to so te povezave, te srčne povezave, ko se odprejo, se mi zdi, da nam toliko lahko da v te povezanosti. Tako da, ja, mi je bilo težko iti mami povedati za knjigo, pa mi je bilo težko čuti njeno reakcijo, ampak mi to ni preprečilo, da tega ne bi naredila, ker sem bila že na taki neki točki, to je moja zgodba. Jaz ne pravim niti, da je v tem smislu resnična, da je to nujno njena realnost. Ona bi povedala čisto drugo zgodbo, a ne. In ja, mogoče tudi zaradi tega, ne vem, verjetno več razlogov, da sem dala to knjigo v obliki romana, ne, pač gre za interpretacijo nečesa. Ti, ko postaviš zgodbo v roman, je zgodba. V zgodbah se lahko prepoznamo, pa se lahko tudi zdravimo, ampak je zgodba. In to je pač zgodba, kot sem jaz doživljala. Ali možno iti skozi ta proces brez neke strokovne pomoči v obliki psihoterapije? Ne vem. Zato, ker jaz sem povem, kakva je bila moja izkušnja, zagotovo imajo pa drugi ljudje čisto drugačne izkušnje, pa so tudi prišli skozi to
na drugačne načine. Tako da jaz ne morem dajati na svetu, ki jih jaz ne poznam, nekaj, kar jaz nisem izkusila. Jaz sem delim to, kar sem izkusila in ne govorim, da je edina pot ali pa da je edina prava ali pa da bo za vse, da če bi pa ljudje na tak način, bi pa vsem pomagalo. Ni mogoče. Čeprav jaz mislim, da je to najboljša investicija. Boljša, kakšni čevlji, najboljša investicija v sebe, da najdeš primernega terapeuta, ker dejansko pomaga in tako, ko je rekla, da ni lepšega, kot spoznanje, da si zmagal, da si ločil te odnose. Ja, Za mene. Ja, pri terapeutih je ponavadi to, da ti si vseeno v odnosu z nekom, ko izgradiš nek zaupljiv odnos, ampak ni del tvoje družine, ni tvoj prijatelj, ima to neko distanco vseeno od tega in ti nek drugačen prostor nudi, da ti to razrešuješ, pa te mogoče usmeri, ko zapadeš v ta cikel, pa se spotikaš. Da iz tega jaz vidim dragoceno to, da je tam neka oseba, ko te zna podpreti na tej poti. Je pa to zelo dobro opisano, res, cel proces perfekten. Meni je bilo najbolj me spodbuda, ker mi je super naslov, tako provokativen, to je čist z tega naslova, ampak pol pa res ne moš nekaj brati, zelo dobro napisan. Ja, hvala. Res. Ja. A si mogoče kdaj prišla do tega trenutka, da si se ustrašila, če mami postaviš meje, pa naprimer, da se karkoli zgodi in jo zgubiš, da bi kadarkoli obžalovala, ker vedno živimo v tem prepričanju, da jih poskušamo nekako starše razumeti, sprejeti, pa se so imeli težko življenje. Recimo, to imam jaz največji izziv, kaj, če se ji nekaj zgodi, a bom lahko živela s tem. In ta knjiga, takoj, ko sem naslov videla, sem rekla, to je knjiga zame, ker imava z mami isti odnos in tako meni je bil naslov to. Se mi zdi, da gre čez to točno ve, da je to ta knjiga. Ja, jaz sem se ves čas v bistvu to prej spraševala, tudi tekom terapije, pa že prej seveda. Ampak bolj, to je bilo tisto, kar sem prej opisovala, bolj, ko sem se jaz uspela ločevati od mame, da ni moja odgovornost, da rešujem njeno življenje, da ji jaz predajam to odgovornost, ko sem jaz že nekje otroštvo pograbila za svojo in ji dala, lej mama, odrasla si, poskrbi za svoje življenje, tako ti misliš, da je za tebe prav. V tej sem bila, tu sem jaz, tu je ona. In to je bilo eno vprašanje, ko me enkrat v bistvu partner vprašal, pa je bilo ful težko. Pa seveda, to je vedno hipotetično, kako bi rekel, ampak je rekel, kaj če bi tvoja mama, glih zaradi tega, mogoče tudi neko to dam ven, pa kaj če bi tvoja mama naredila samomor, a bi lahko s tem živela. In meni je bilo to kar, in mi je bilo vseeno na eni točki, ja, zaradi tega, ker bi bilo to njena odločitev. To je bilo edino, kar bi ona videla kot rešitev za njeno življenje. In ji dam to, tvoje življenje je, ti se odločaš. Jaz na toliko in toliko načinov, ti tudi z drugo strokovno pomočjo poskušala držati, ti dajati neke priložnosti ali pa izhode ali pa podporne skupine, ampak ti si se pa odločala, kaj boš vzela, pa kaj ne boš vzela. Ne morem pa jaz celo življenje živeti za njo, tako bi ona me rabila, ker niti ne želim, jaz želim živeti svoje življenje. Kar izvolite. Jaz bi rekla, predvsem Nina sem, hvala za ta zelo, zelo dober pogovor. Jaz sem poskušala, rekla bi predvsem, občudujem pogum napisati knjigo in dati ta naslov. Zakaj to rečem? Sem mama, povrh posvojiteljica mama in imam težek odnos s svojo hčero danes. Sem sama sebe vprašala, danes 3 ure sem sedela na soncu in sem sama sebe vprašala, kakšen bi bil moj naslov knjige, če bi jo napisala, ko sem jo kdaj pisala, pa brisala in tako dalje, to, kar počnemo. In sem mislila,
kako, recimo, če bi dobesedno, skoraj si ne upam izgovoriti, ampak bom izgovorila, ker je to priložnost, kako pokopati hči, da bi jaz še malo živela kot mati. Noro. Naravnost noro. Sploh v kontekstu, recimo, naše osebne zgodbe. Jaz danes pa, mislim, to je bil tak, kako ne rečem, ena huda samorefleksija. Občudujem, recimo, da je vaša hči in vi, da sta skupaj delali intervju, noro. Moja hči je tudi kot majhna brala Siddharto in da ne naštejem naprej in nazaj. Zelo vzgojena, zelo močna, ampak zelo svoja in zelo posebna hkrati, kar je tudi občudovanja vredno, nedvomno. Kar pa je hkrati v odnosu mama-hči lahko izredni izzivi, novi izzivi. Sprašujem se, ali bi, jaz si bi želela videti zdaj tu vašo mamo in vas, da delata intervju, bi mi bilo noro zanimivo. Ker mislim, tako me močno nagovarja v bistvu ta problematika, da marsikaj podoživljam. In zaključila bi pa samo s tem, kar sem večkrat poudarjali. Sama sem prišla takrat, ko sem pisala, ko sem brisala. Jaz sem prišla takrat že, morda nisem imela nikoli nobenega konkretnega terapevtskega psihoterapija ali česarkoli takega, pač sem delala sama s seboj in s prijatelji, prijateljicami in tako dalje. Prišla sem do sklepa, da jaz to temo ne bi odpirala na ta način. Ne. Jaz danes rečem, moja knjiga bi bila, koliko močno moram spoštovati in ljubiti sebe, da bom to mora biti lahko, mogoče post festum, ni važno kdaj, zapustila mojih hčeri kot doto, da je to mora biti rešitev. Ker ogromne stvari, ki jih jaz ne morem spremeniti, ki jih moja hči ne more spremeniti, to so gola dejstva, biološka zgodba, ne moreš je spremeniti, dejstvo je. Kaj s tem narediti? To je vaše vprašanje in moje tudi. Kaj s tem narediti? Kako startati od tukaj naprej? Ker da grem nazaj, no chance, ni variante, absolutno ne. Zato moram reči, kar skoraj sapo mi jemlje in telesno tudi podoživljam vse to, definitivno. Sem izredno hvaležna, samo to lahko rečem in marsikatera misel mi se poraja, mogoče bom nekako kdaj lahko stopila v stik z vami, da vam morda nekako še kakšno vprašanje posredujem. Poslušala sem tudi vaš eden od intervjuov, zelo hvala za. Zdi se mi, naj samo še to dodam, zdi se mi zelo pomembno prav v slovenskem prostoru podiranje tega tabuja mati, ker mislim, da je zelo prisoten tudi pri naših partnerjih, tudi nasplošno v družbi, mislim, da je izredno pomembno vprašanje. Torej pogum to na uro in upam, da ga bomo vsi skupaj nekako poskušali razumeti, vsaj če že ne sprejeti. Ja, hvala. Zelo hvala. A vi smeme sem vprašati? Jaz sem na podobni zgodbi, kot ste vi in sem ful vesela, da ste toliko mlajša. Jaz sem po tej isti poti prišla kasneje. Me pa zanima, iz moje izkušnje, koliko ljudi v življenju ste izgubila, ker ste prej mislila, da je zaradi tega spoznanja, zaradi vse terapije, zaradi teh spoznanja. Koliko ljudi je odšlo iz vašega življenja? Ne samo mama, predvidevam, ker ste se vi spremenila, ampak prijatelji.
Pri meni je bilo malo drugače, pri meni je bilo malo drugače že to, da, na tisto, ko smo se prej pogovarjali, da kak včasih že prej seveda iščemo zelo različne načine, kako se s temi situacijami soočati. In pri nam je bilo tudi to, da smo šli živeti, mi smo več kot 1 leto živeli na Novi Zelandiji, se pravi, jaz sem se odselila na drugo stran zemeljske oble. Zato, ker sem rabila to izkušnjo, ne se postaviti v nekem svetu, ko si pač čist beli list, ko prideš tja, noben te ne pozna, in je drugače. Tako da že s temi odhodi po potovanji se mi zdi, da sem že tako prekinila stike z ljudmi, ko ni bilo tega pristnega stika, da bi sploh ostajali v tem odnosu. Zdaj, ko sem šla pa skozi ta terapevtski proces, so pa, mogoče glede zaradi tega, ker sem bila kar nekaj časa toliko močno v tej samorefleksiji, da sem se distancirala od sveta že tako, tako da, ko sem prišla nazaj v svet, so bili tam tisti, ko so me čakali. Mislim, ko so čakali, da se vrnem iz te svoje poti in so bili, dobrodošla nazaj, ne, brez nekih ki si pa bila, zakaj si me zapustila, ne, brez tega. In te osebe so zdaj ob meni. Sprejemajo tako spremenjeno? Bolj. Ja. Oziroma opažam, da se neki odnosi tudi v razširjeni družini spreminjajo na pozitivno, ker sem jaz skozi to neko odprtost, pa brez tistega, zdaj pa jaz nekaj povedala, zdaj me bo pa ful skrbelo, kako bo oni to dojeli, ampak sem pač tako jaz doživljam, se je pri njih nekaj spremenilo, da se kar več pogovarjamo, ker ta neka pretočnost se je zgodila. In nisem na srečo čutila tega, da bi ta moj način odprtosti pa deljenje te moje ranljivosti mi povzročilo to, da bi dobila kakršenkoli napad. Ne vem, mogoče sem uspela to na tak način skomunicirati, ali kaj, da se ljudje niso počutili ogrožene, da bi rabili napadati nazaj. Ja, ne mislim ogrožene, ampak zaradi spremembe, ker res sem šla čez podoben proces. Jaz sama vem, da sem bila izprej v svojem krogu znancev in družine, potem pa nisem bila več. Ja, in to je okej. Za mene še danes nekaj najlepšega, kot ste rekli, to spoznanje. Ampak ljudje te ne sprejemajo spremenjene. Seveda si sabo zadovoljen, ampak ja, a pa rabite te odnose vzdržati? Ne, seveda ne. Ampak ne rabim. Tako da zdaj ugotavljam, da sva dva čist dovolj. Ja, točno to. Če imaš samo eno osebo, ko te sprejema tako, ko si... Ja. Ne, zanimala me je tako izkušnja, ker se pravi podobno zgodba. Hvala lepa. Kako imate pa zdaj odnos z mamo? Distanciran. Se pravi, na telefonu jo imam blokirano, zato ker nočem biti na razpolago kadarkoli. In občasno si pošljamo kako pismo, čisto na star način, na papir napisano po pošti. Pa vsake toliko, ko se jaz počutim, da sem pripravljena iti k njej, grem na obisk, pa ji ponavadi to javim preko pisma in napišem, takrat in takrat nameravam priti, če te ne bo doma, okej, ne pričakujem, da moraš biti tam, zato ko sem se najavila, sem pač povem, da se bom oglasila, če si pripravljena me videti, se vidimo, če ne pa tudi okej. Tako da na tak način. A pa ki blizu živite? Ne, smo zdaj na drugih koncih Slovenije. A si Korošica tudi? Ja, Slovenjgradce. Jaz pa mogoče še omenila, da mi je zdaj v kratkem pa šlo tudi pod roke knjiga z naslovom Vesela sem, da je moja mama umrla. Kar je bilo zdaj zelo čudno, 2 takšni knjigi z 2 tako provokativnimi naslovoma, ker je verjetno čas, da se o tem tudi da se o tem začne, da je pravi čas za to, da se odpirajo. Je bilo bogoskrunsko, svetinja, boginja in kakorkoli. In v bistvu je lepo in pogumno, da v bistvu se lahko o tem pogovarjamo, da se pogleda tudi z druge strani. Se glih zaradi tega, ta sram nas tako zaklenjene drži. Sploh ne moreš z druge strani pogledati, ker to je tako in nič drugače. In si
pa ni tako, ne? V bistvu se moraš postaviti za sebe in moraš v bistvu tudi potem za te starše, ne, matere narediš dobro, če se ti postaviš v svoje. Jaz tudi mislim, da s tem njim premakneš in na boljše v končni fazi, čeprav iz prve perspektive, ne. To se pa mogoče sicer nekaj psihoterapije, nekaj so pa, ne vem, če poznate, postavitve družine, no, iz teh sistemov se pa tudi vidi, ne, mogoče bolj jasno, ne, kar je v redu, kar ni v redu, ne. Tako da. Če tam zadnje še vprašanje. Ja, verjetno vas je oblikoval tudi oče, ali lahko še oče poveste, kakšno besede? Ja, vsekakor. Ampak moja starša sta bila najstnika, ko sta me ustvarila in nista pol gradila skupnega življenja. Tako da je bil pač oddaljen oče. Imam sicer stike z njim, ampak to je bila tista tudi del tega, mogoče tega manjka ali pa hrepenenja po tej ljubezni, ko vedno manjka. Zato, ko veš, da je tam, ampak ni tam zate, pa ni na način, ko bi ga ti potreboval. Tako da ja, to je tudi, ampak to bi mogoče bila druga zgodba, samo upa, da je ne napišem. On upa, da je. On upa. Pa stari starši, kaj pa oni so še živi? Ja. Kako imate pa z njimi, ker jaz na primer zelo pogrešam svojo babico, pa se mi zdi, da bom grdo rekla, ampak sem imela rajš kot moja mama. Ja, in to, jaz sem bila zelo navezana, mislim, sem še vedno na svoje stara starša, glih zaradi tega, ker pač je bila moja tudi zaradi tega, moja mama je bila tako mlada, ko me je imela, da smo nekaj časa tudi pri njih živele. In se čist neka taka drugačna vez vzpostavi. Ampak tudi tu je bil potem tak trikotnik, ta konflikt tega, ne, da je bila moja mama jezna, če sem hotela iti rajš babici, že kot otrok in tudi kot odrasla, ne, vračanje, ker me tam pač, mi je to predstavljalo tisto dom, a ne, tisto stanovanje od babice, ko je vedno dišalo po nekem, kar se kuha, ne, in me je predstavljalo ta zavetje. Hkrati je pa tudi ta bolečina, ker moja mama je pod svoje mame dobila določene vzorce, ko so bili zelo boleči med njima in niso bili nikoli predelani, ne, in sta bile ves čas tudi na nekem bojnem polju. In je bilo verjetno toliko težje gledati potem da lahko pa vnukinja pa babica delata nek ljubeč, ali pa tudi z detkom ljubeč odnos, medtem ko pa mama tega ni uspela, ne, in tudi potem to obračanje temu. Zakaj pa sem jaz zdaj ta izbranka, ona pa ni bila, ne. Zelo boleče stvari, tak medgeneracijske, ko ja. Zdaj sem ravno zaznala, ko je prej gospa, ko ste rekla, ne, da je bilo skoraj bogoskrunstvo kaj slabega reči to mami, vi ste pa naslednje rekla, zdaj bom pa grdo rekla, ne, nič ni grdo, če je tako, a ne. Ja. Vi ste hoteli še nekaj povedati? Rada bi še rekla vprašanje vašega partnerja, se mi zdi čudovito. In jaz bi vas isto vprašala, oziroma sama sebe bi vprašala. Zato jaz ne bi ta pogum zbrala, recimo morda, ravno iz tega vprašanja. Ker ne bi vedela, kje je ta meja. A da prideš tako daleč, da veš, da je to mamina odločitev, da je to njeno življenje. In tukaj jaz vidim, recimo mojo vlogo danes, da jaz sebe spoštujem in rada imam, da bi ravno v tem kontekstu se izognila. Ja, jaz mislim, da če mama se postavi v sebe, pa poskrbi za sebe, to ne more škodovati otroku, sploh če je že odrasel. Definitivno. Največ, kar lahko naredimo. Ja. To je to. Ampak kljub temu pogum je noj, mislim, naslov je frapanta, fascinanta, ne vem, kaj ne reče. Je mogoče še kakšno vprašanje, ali če je še kdo kaj želel? Ali bomo zaključili počasi? Tako da, Nadja, najprej naj se tebi zahvalim zares za
vse, kar si delila v knjigi, vse, kar si danes z nami delila in verjamem, da tudi marsikater tabu porušila, marsikoga upam, da tudi danes med nami opogumila, da mogoče malo globje pogledamo odnose, kaj lahko naredimo in mogoče ne nazadnje tudi kakšnega pokopljemo. Tako da hvala tudi vsem vam skupaj za pozornost, vprašanja. Zdaj pa dobrodošli, da še povem ta del. Nadja je prinesla nekaj sladkega mal, tako da seveda pa tudi k nakupu knjige, ki je danes po akcijski ceni, koliko je danes, Peter? 20 evrov. Seveda pa nasplošno tudi katerekoli druge knjige. Tako da hvala. Ja, hvala vam, da ste prišli pa delili tudi svoje zgodbe.